Morigenos, dober dan. Živijo, Tilen? Živijo. Ti si predsednik društva tukaj? Tako je. Kaj je vaša temeljna dejavnost v društvu? Temeljna dejavnost je znanstveno preučevanje delfinov, ki živijo v slovenskih in okoliških vodah, in s tem tudi, poleg tega pa akcije za ohranitev in zaščito tako delfinov, kot tudi more kot celote. Zakaj ste se odločili opazovati ravno delfine? Prvič zato, ker delfini dejansko veljajo za nekako bioindikatorje ali naravne pokazatelje stanja morskega okolja. In z preučevanjem in spremljanjem populacije delfinov lahko posredno opazujemo, kaj se dogaja s celotnim ekosistemom. Namreč delfini živijo relativno dolgo, spravi 30-40 let ali pa celo več, in pa so na vrhu prehranjevalne verige. Tako da vse, kar se dogaja v ekosistemu, se odraža na delfinih. Poleg tega so pa delfini tudi taka zelo karizmatična in popularna bitja in lahko preko, javnosti so zelo všeč, javnost jih ima rada, in lahko preko delfinov dejansko javnosti prikažemo probleme, s katerimi se morje srečuje, in pa zakaj je pomembno ohranjevati tudi druga bitja, ki so pomembne tako za delfine, kot tudi za druge dele ekosistema. Tilen, daj predstavi nam en povprečen dan na vašem taboru. Težko zdaj govoriti o nekem povprečnem dnevu, ampak ponavadi poteka tako, da vstanemo okoli 6 ali pol 7, pozajtrkujemo, se pripravimo, vzamemo opremo in gremo na teren. To ponavadi poteka v dveh ekipah. Ena ekipa gre na obalno opazovalno točko, druga ekipa gre na čoln, torej na odprto morje. In obe ekipi skušata locirati delfine in so tudi v medsebojnem stiku preko mobilnih telefonov. Če se delfine najde, se jim približa, se jih spremlja nekaj časa, se jih fotografira za prepoznavanje posameznih živali, se zapisuje podatke o njihovi lokaciji, torej kje se gibljajo, o času, o številu delfinov v skupini, o prisotnosti mladičev, o tem, kaj počnejo. Potem se okoli 12 ali 1 ure vrnemo sem v bazo, pripravimo kosilo, po kosilu je lahko še kakšno predavanje za udeležence tabora, je tudi vmes čas za počitek, popoldne se odpravimo na plažo, kjer se gremo kopati ali pa igrati odbojko na mivki, in če vreme v redu, se pravi, če morje mirno in ponavadi se popoldne spet morje umiri, gremo popoldne spet na teren v obratni zasedbi kot zjutraj, se pravi, tista ekipa, ki je bila zjutraj na kopnu, gre zdaj na morje in obratno. Zvečer, ko pridemo domov, povečerjamo, potem pa je odvisno od posameznega dne. Včasih imamo kakšno predavanje, včasih imamo imenovani video night, včasih gremo ven v Portorož, malce doživeti nočno življenje Portoroža, različno. Kako ti gledaš na svojo dejavnost v tem društvu? Je to tebi delo, služba, mogoče hobi? Prav gotovo je več kot hobi. Ni pa zaenkrat še služba, ker vsi delamo na prostovoljnem nivoju, nihče nas ni zaposlen v tem, ampak definitivno pa to ni hobi, ker ne gre za neko interesno društvo ali pa ne vem, društvo ljubiteljev delfinov, kaj takega, gre za strokovno raziskovalno organizacijo in pa organizacijo, ki se ukvarja z zaščito okolja, in recimo tudi od Ministrstva za okolje in prostor imamo podeljen, smo pred 2 letoma dobili status društva, ki deluje v javnem interesu. Se pravi, da dejavnosti društva presegajo zgolj interese svojih članov, ampak delujejo v neko širše dobro. Kje vse je pa območje vašega delovanja, v bistvu, kje vse opazujete delfine? Naše območje delovanja je danes nekoliko večje, kot je bilo na začetku. Recimo na začetku smo se omejili samo na slovenske vode in smo zelo kmalu ugotovili, da bo to premalo in da je potrebno zadeve zastaviti širše in mednarodno, ker se delfini seveda na državnih mejah ne ustavijo in je zato za pridobitev popolne slike o stanju populacije potrebno seveda sodelovati s tujimi institucijami in tudi dejansko proučevanje izvajati preko meja. In zato naše območje raziskovanja zajema, kako sem rekel, v prvi vrsti slovenske vode, pa tudi nasplošen celoten Tržaški zaliv, se pravi tudi italijanske vode, in pa del hrvaških voda ob Istri nekje do Poreča. Se pravi, tukaj se ne vidi celotno naše območje raziskovanja, ampak nekako ta del pokrivamo in recimo od hrvaškega ministrstva imamo tudi za to potrebna dovoljenja, da lahko v njihovih vodah preučujemo delfine.
Kakšen imate pa odnos z obmejnimi organi, s hrvaško policijo? Večkrat slišimo pritožbe, da so, ne vem, tašni in drugačni. Kakšne izkušnje imate vi z njimi? Večinoma zelo pozitivne, nikoli nismo imeli kakšnih večjih problemov. Vedno se zgodi, da te kdo, ne vem, na meji mogoče bolj zaslišuje ali pa bolj natančno pregleda, ampak večinoma imamo s hrvaškimi policisti na meji in tudi na morju zelo dobre izkušnje, že vejo, zakaj smo tam, zakaj to počnemo, vidijo v tem nekaj dobrega in nas tudi večkrat vprašajo, kako je bilo, če je bilo kaj delfinov in tako naprej. Tako da glede tega, tako s Italijani kot s Hrvati odlično sodelujemo in ni nekih posebnih afer, kot to vidimo v medijih in politiki. Najboljša metoda za identifikacijo delfina pa je? Ta metoda se imenuje fotoidentifikacija, ker delfine fotografiramo zato, da posamezne živali potem identificiramo. Prepoznavamo pa jih po naravnih oznakah na njihovih hrbtnih plovutih, spravi razne zareze, praske, brazgotine in na podlagi tega lahko posamezne delfine ločimo med seboj. Te vse oznake so naravne, se pravi, nastale so kot posledica ali bojev med delfini ali iger, ko se delfini grizejo. Včasih v nekaterih primerih, dobro, pri nas ravno ne, ampak kje druge lahko to tudi kakšni plenilci povzročijo, kakšne poškodbe ali pa kakšne bolezni lahko vplivajo na označenost plavuti. In na ta način pač lahko delfine med seboj ločimo. Recimo te črte, tukaj to so dejansko sledi zob drugih delfinov. In tako vsak delfin dobi ime, lahko bi dobil tudi številko, ampak mi smo si izbrali pač ime, ker je delo tako prijetnejše. In karkoli pač uporabiš, je to dejansko referenca za tistega delfina, da veš, aha, ta delfin je bil takrat opažen na tej lokaciji, družil se z tistimi delfini, ta samica je skotila mladička. Spravi, da veš, kdo je kdo in koliko jih sploh skupaj je, ne? In to je ena izmed najbolj priznanih in pogosto uporabljenih metod pri proučevanju divjih oziroma prosto živečih kitov in delfinov. In na ta način lahko dejansko ugotovimo cel kup stvari o življenju delfinov, o tem, koliko jih je na nekem območju, kje vse se gibljajo, katera območja so pomembna za določene delfine in pa ni invazivnost, pravi to najpomembnejše, delfinov se ni potrebno dotikati, ni jim potrebno nadvikati kakšnih oznak, značk, oddajnikov, spravi poteka popolnoma brez vznemirjanja in se jo izvaja z prosto živečimi delfini. Ljudje ne vejo, da te razne predstave z delfini, programi plavanja z delfini, da je ozadje te zgodbe dosti bolj temačno, kot se marsikdo misli, in da delfini potem trpijo in da tudi veliko umira v teh delfinarjih, ne? Ker živijo v neprimernih pogojih in so narejeni ustvarjeni za življenje v naravi, ne pa v bazenih. Danes sem srečal vašo ekipo na ekološki akciji. Kaj ste počeli? Tako je, to akcijo sta organizirala Služba varstva obalnega morja in pa društvo Eko Vite iz Nove Gorice in smo nas povabili k sodelovanju, tako da smo se seveda odzvali, ker smo z obem, tako s Somom kot tudi z Eko Vite že v preteklosti sodelovali, ker se nam pač zdijo take iniciative pomembne. Imate več taborov na leto. Kdaj so vaši tabori in kako so sestavljeni, kako so organizirani? Ja, tabori, ponavadi imamo 4 ali 5 na leto, od julija do septembra. Od letos naprej trajajo po 10 dni. Udeleženci prihajajo praktično iz cele Evrope. Recimo trenutno imamo v ekipi Slovence, eno Španko pa eno Nemko. Torej, tukaj v naši bazi se spi, je, kuha in dela. Čez dan hodimo na teren, na obalno pozvano točko in pa seveda s čolnom na morje. Recimo, zelo veliko sodelujemo z Hrvaškim inštitutom Plavi svet z otoka Lošinja. Z njimi smo recimo primerjali naše podatke o fotoidentifikaciji delfinov, se pravi, kateri delfini so kateri. In smo ugotovili, da sta naši populaciji, se pravi, ta, ki živi tukaj in tista, ki živi v okolici Cresa in Lošinja, da sta vsaj delno ločeni, se pravi, da se ne mešajo kaj dosti. Hodite tudi na kakšne seminarje kam drugam ali samo s Hrvati sodelujete? Ne, sodelujemo tudi z Italijani, recimo, z italijanskim inštitutom Tetis, potem z naravnim rezervatom Miramare pri Trstu, predvsem glede medsebojnega obveščanja o kakšnih opaženih kitov in delfinov.
Drugače pa ja, sodelujemo tudi na mednarodnih strokovnih konferencah, kjer predstavljamo naše delo in naše izsledke raziskav. Hkrati se pogremo pač tudi sreče z ljudmi, s katerimi sodelujemo, izvedeti kaj novega o tem, kaj drugi raziskovalci počnejo in se tudi kaj novega naučiti. Sodelujemo tudi z državnimi inštitucijami, predvsem z Ministrstvom za okolje in prostor in pa Zavodom za varstvo narave. Kar se tiče same direktne podpore, ponavadi podporo od ministrstva dobivamo preko javnih razpisov, na katere se prijavljamo. Drugače pa nedavno smo pa preko partnerstva med Ministrstvom za okolje in pa družbo Petrol prišli do novega raziskovalnega plovila.